Pozdravljeni, pa smo spet nazaj. Najprej bomo preverili, kako vam je šla kaj naloga, pa jo bom jaz rešila, pa da vidimo, ne. Predvsem bomo se, ubadali s prvo, zato ker prva je kar precej pomembna. Najprej bomo tele dve. Takole. Zdaj, če daste to v kalkulator, ni problema, a ne, vi, lahko narišete to, mislim, ke dobite kar takoj izpisano, a je to plus ali je to minus. Medtem pa, če pa se bomo pogovarjali o enotski krožnici, a ne, potem pa, je treba znati na enotski krožnici to nekako ponazoriti, pa bomo zdaj tule enotsko krožnico kar dodali, da ne bojo take grde kot zadnjič, a ne. In zdaj poglejte, na primer sinus 60 stopinj. Sinus 60 stopinj v enotsko krožnico vrišemo tako, da prvi krak je x os, drugi krak mora biti pa za 60 stopinj oddaljen navzgor. Zdaj, jaz bom to delala približno, a ne, vi pa takole za 60 stopinj. In tale kot vmes je kot 60 stopinj. Zdaj pa, kako pogledati sinus oziroma predznak ima sinus. Sinus je vedno na y osi. To pomeni, vzamemo točko, kjer premični krak seka x os, to je tale. In potem naravnost pogledamo do x osi, to je do tule. In tole je zdaj naša vrednost sinus 60 stopinj. Koliko bi rekli, da je to? Je to pozitivno ali je to negativno? Pozitivno po y je, se pravi, da bo znak pozitiven. Zdaj, da si tole lažje predstavljate, imamo eno, kako bi rekla, bližnjico. Če imate koordinatni sistem in gledate kot v koordinatnem sistemu, je ene par kotov malo bolj, pomembnih. In sicer, če gledamo x os, tukaj je kot 0 stopinj. Če gremo naprej, pridemo do y osi, to je 90 stopinj kot. Ko greste naprej dol, bo tukajle 180 stopinj, in ko greste še naprej dol, bo tukajle 270 stopinj in potem sklenete kot s 360 stopinjami. Tako. In zdaj, če pogledamo za sinus. Sinus se ravna po y osi, ne. Vedno gledamo po y. Se pravi, če je kot v zgornji polovici grafa, to se pravi, ali je tu ali je tu, potem je tu pozitiven, medtem ko je tu dol negativen. Okej? Se pravi, vi samo morate ugotoviti, kam spada kot, ali je med 0 in 90, med 90 in 180, med 180 in 270 oziroma med 270 pa 360. Tako. Okej? Zdaj pa dajmo še za kosinus. Kosinus je pa zdaj takole, ne. Vzamemo 120 stopinj. 120 stopinj narišemo takole. Prvi naš krak kota je na x osi, to je vedno. Potem pa drugi krak moramo pa odmeriti od tu 120 stopinj. Do tule je 90, potem pa še nekje 30 stopinj. Takole. Se pravi, tukaj vmes je zdaj kot 120 stopinj. Zdaj pa, kako dobimo kosinus? Kosinus je pa na x osi. In vzamemo zdaj točko, tule je točka, kjer se premični krak kota seka z enotsko krožnico. Ta točka bo vedno pomembna, ne. In zdaj tej točki pogledamo, koliko je x koordinata. Tu sem je bila y, tu bi bil sinus,
Tu dol je pa kosinus. Se pravi, tukajle dol je vrednost kosinus 120 stopinj. Tale del je to. V levo stran je predznak minus. Tako. In zato je tukaj rešitev minus. Kako zdaj pridemo do tega bližje? Se pravi, če imamo koordinatne osi, takole pa takole, potem imamo kote, tale pri x osi je 0 stopinj, gremo naprej, to je 90 stopinj, gremo naprej, to je 180 stopinj, gremo naprej, to je 270 stopinj in pridemo cel krog okoli, to je 360 stopinj. Ali pa bi šli naprej, a ne, potem bi bilo plus 90, še 90, še 90 in tako naprej, ne. Vedno lahko krožimo, ne. Če gremo pa od nič navzdol, ne, bi bilo pa tukaj minus 90 stopinj, minus 180 stopinj, minus 270 stopinj pa tako nazaj, a ne. Tako. No, in zdaj, ker je kosinus, kosinus je, opala, to se je pa kar malo ulilo. Bomo še enkrat, da bo šikano. Kosinus x, takole. Zdaj pa kosinus x pogledamo po x osi, ne. Tukajle pa tukajle je x os pozitivna, ta del, a ne, ta del je pozitiven, tu je pa negativen. Se pravi, če bo kot takole, potem bo pozitiven, če bo kot takole, bo negativen. Če bo kot med tu in tu, bo negativen, če bo tu, bo pozitiven. Se pravi, to so naši švingelc tabele, bi rekla, ne, tiste dve, ta za kosinus pa ona za sinus. No, in zdaj s to novo nastalo znanostjo bom še samo enega naredila, in sicer se vam kdo posebej dopade ali pa pravzaprav saj konec koncev lahko kar vse naredimo, ker zdaj pa že znamo marsikaj, ne. Pa bom tale dva najprej izrezala. Se pravi, dajmo zdaj tale dva narediti. To je zdaj kosinus, a ne. Kosinus, se pravi, za kosinus smo rekli je takole. Za kosinus naša tabela je, kosinus je po x osi pozitiven, ker gledamo po x osi, in zdaj minus 30, če je tu 0 stopinj, je minus smer dol, tu pa je minus 90 stopinj. Se pravi, kje smo mi vmes? Naš kot bi bil nekje tule, ne. Tukajle dol je minus 30 stopinj, zato bo vrednost tega pozitivna, ja, saj sem prav. Pozitivna, okej. Sinus minus 120, damo spet tabelico za sinus. Minus 120, se pravi, to je 0, minus 90, minus 120, pardon, 180 in kje bi zdaj bil naš sinus? Tule vmes, a ne. Zdaj še samo določimo, kakšen predznak ima sinus tu. Po y-ju, a ne. Plus, plus, pozitiven navzgor pa negativen navzdol. Naša rešitev je minus. In še tale dva. No, dajmo tegale 505. Upam, da bom zdaj lahko tako hitro računala, da ne bomo celotnega videa samo računali do 505. Se pravi, to je zdaj 0, 90, 180 stopinj, 270 stopinj, 360 stopinj, 450 stopinj, ne. Potem je tule 540 stopinj. Se pravi, naš kot bo tukajle. Pogledamo. To je kosinus. Kosinus je pa kako? Kosinus je po x osi, se pravi, pozitiven je tam, kjer je x os pozitivna, pa negativen tam, kjer je x os negativna, se pravi, tale je minus. In pa sinus
sinus 312, imamo pa takole, ne. Tole je sinus, za sinus bomo gledali, sinus je po y-osi, se pravi, imamo plus, plus, minus, minus. In gremo, tu je zdaj 0 stopinj, tu je 90 stopinj, tu je 180 stopinj, tu je 270 stopinj in pridemo tule do 360. Naš kot je zdaj v tem delu, a ne. Se pravi, minus. To je bil minus, ne, to smo rekli, to je bil plus, kosinus 120. Je bil, tule je bil minus, kosinus minus 30 je bil plus, pa sinus minus 120 je bil minus. Tako, ta je zdaj rešena. Tegale pa ne bomo reševali, ker je v bistvu veliko računanja, ni pa ne vem kako težka, niti glede na to, da bomo pol s kalkulatorjem delali, ni tako pomembna, ne. Razdelite pač na, kolikokrat gre 360 stopinj plus nekaj, pa lahko 360 izničite, pol sta še pa tiste formule, ki smo jih potem napisali, 180 plus še nekaj pa bla, 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 ne. Tako, to je, kar se tiče domače naloge, vse. Zdaj gremo pa naprej s snovjo. In sicer zveze med kotnimi funkcijami. Zdaj, prejšnjič smo eno kar dokaj pomembno zvezo že spoznali, a ne. To je, to je tale, ne. Takole dam. Zveze med kotnimi funkcijami. Se pravi, spoznali smo že tole, ne. Če imamo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. Zdaj, v podobnem razmišljanju bi lahko izpeljali tudi ostale kotne zveze. Zdaj pa jaz mislim, da je večji poudarek na to, da pač znamo potem naloge iz tega rešiti, kot pa da zdaj, izpeljujemo vsako formulo posebej, zato bomo zdaj napisali še ostale kotne funkcije in kako jih dobimo, a ne. Se pravi, zveze med kotnimi funkcijami obstajajo zaradi povezav ali v pravokotnem trikotniku, tako kot smo zadnjič, ali pa v enotski krožnici, a ne. Izpeljemo, če koga posebej zanima, lahko tudi kak Youtube video na ta na to temo pogleda, a ne. Zdaj pa, katere še obstajajo? Da bi lahko iz vseh, da bi lahko vse, kotne funkcije imeli, rabimo še tangens. In tangens je povezana s sinusom in kosinusom na naslednji način. Se pravi, tangens alfa je sinus alfa ulomljeno s kosinus alfa. Zdaj pa kotangens alfa je pa v bistvu ravno obratno, ne, je pa ctg alfa je kosinus alfa ulomljeno s sinus alfa. In v resnici za vse naloge, ki jih bomo mi počeli, so tele, bi rekla, glavne formule. Tale neizpodbitno glavna, potem sta še pa dve. V vaših zapiskih so še pa, kako bi rekla, dodatek. Dodatek so še pa tele, in sicer prva pomeni, da če pomnožimo tangens alfa krat kotangens alfa, dobimo 1. Oziroma mogoče bolj uporabna, da tole obrnemo, ne, pač tangens alfa je 1 ulomljeno s kotangens alfa, to pomeni, da kar obrnemo celotno formulo, ne. Potem sta še pa povezava med tangens alfa pa kosinus in kotangens alfa in sinus, a ne. Lahko si jih vseeno zapišete v zvezek, medtem ko jih mi zdajle ne bomo veliko uporabljali, prav? Dobro. Zdaj bomo pa naredili en primer, kako se s temi kotnimi funkcijami najprej poenostavi, izraz. Takole. Imamo zdaj ta izraz, se ga bom prepisala, ker je zelo, slabo se vidi, ne. Se pravi, zdaj, če imamo 1 minus sinus na kvadrat alfa ulomljeno s sinus alfa krat kosinus alfa plus tangens alfa. Kako zdaj to poenostavimo? Zdaj vsekakor ni dobro, da imamo toliko, različnih enačb.
kadarkoli nastopa nekako takle sinus na kvadrat alfa pa 1, potem se bo že nekaj za tisto, ne, če se spomnite formulo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. No, in enko lahko nadomestimo z vsem temle, ne. To bomo zdaj naredili. Namesto enke bomo zdaj vstavili tole noter, se pravi sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa. To smo vstavili zdaj namesto enke. Ni treba oklepaja, lahko ga pa. Minus sinus na kvadrat alfa in vse skupaj naj bo to vlomljeno z sinus alfa krat kosinus alfa. Plus, zdaj imamo še pa tangens alfa. Tangens alfa pa lahko zapišemo kot sinus alfa vlomljeno z kosinus alfa. Zakaj? No, prvič zato, ker je to takšna formula, zakaj pa bi spreminjali, če pa izgleda tangens alfa bolj enostavno kot sinus alfa s kosinus alfa? Zato, ker po vseh ostalih izrazih nastopata sinus in kosinus in bomo potem lažje to poenostavili. Zdaj pa imamo tule sinus na kvadrat alfa minus sinus na kvadrat alfa in ta dva se odštejeta. Se pravi, imamo zdaj kosinus na kvadrat alfa vlomljeno z sinus alfa krat kosinus alfa plus sinus alfa vlomljeno s kosinus alfa. Kosinus na kvadrat alfa pomeni, ne, da je to, kaj? Da je to kosinus alfa krat kosinus alfa. Pač hitreje, če zapišemo na kvadrat, a ne. In zdaj, če pogledamo, če bi si tole predstavljali namesto tega, potem lahko kosinus alfa pa kosinus alfa pokrajšamo, ne. Oziroma mi to pri izrazu naredimo tako, da tudi tole kvadrat pokrajšamo. In kaj nam zdaj ostane? Ostane nam kosinus alfa vlomljeno z sinus alfa, potem pa plus sinus alfa vlomljeno z kosinus alfa. Ja, ni idealno, bo pa moglo biti, a ne. Zdaj bo treba dati na skupni imenovalec. Skupni imenovalec sta oba tale dva, a ne, sinus alfa krat kosinus alfa. Ko smo dali na skupni imenovalec, potem moramo zdaj tega pomnožiti, da dobimo kosinus alfa, ampak če smo pomnožili od spodaj, moramo tudi od zgoraj, se pravi, dobimo kosinus na kvadrat alfa plus prepišemo. Tega moramo pomnožiti z sinus alfa, če smo ga od spodaj, ga moramo tudi od zgoraj. In sedaj dobimo tukaj sinus na kvadrat alfa. No, tole je pa že znana formula, ne. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa, koliko pa je to? To je pa 1. 1 vlomljeno z sinus alfa krat kosinus alfa. Tako, to poenostavljanje načeloma enkrat pokažem, več bomo pa uporabljali te zveze med kotnimi funkcijami, z naslednjimi nalogami, a ne. Tole bomo zdaj rešili. Se pravi, natančno izračunaj sinus alfa, če veš, da je kosinus alfa 2/3. Kaj imamo zdaj za ene podatke? Najprej kosinus alfa je 2/3, pa kot je med 0 in 90 stopinj, se pravi od 0 je večji, ne, od 90 stopinj pa manjši. In zdaj nas zanima sinus alfa. Treba je poiskati eno formulo, kjer sta povezana sinus in kosinus alfa. In to je tale. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. Kaj imamo? Imamo kosinus. Kaj rabimo? Rabimo sinus. Zato bomo iz te formule izrazili sinus. To pomeni, da mora iti kosinus na drugo stran. Ker je tukaj plus kosinus na kvadrat, ko ga nesemo preko enačaja, ne, dobimo minus. Se pravi, imamo zdaj sinus na kvadrat alfa je 1 minus kosinus na kvadrat alfa. Zdaj smo izrazili sinus, zdaj bomo pa 2/3 vstavili v kosinus. Sinus na kvadrat alfa je potem 1 minus 2/3 na kvadrat, ker je tudi kosinus tu na kvadrat.
Sinus na kvadrat alfa je potem 1 minus 4 devetine. Odštejemo tole. Sinus na kvadrat alfa je, to je tako ena enina, se pravi skupni imenovalec bo 9 devetin minus 4 devetine. Sinus na kvadrat alfa je 5 devetin. Zdaj imamo pa na kvadrat. Na kvadrat pa pomeni, da moramo koreniti na obeh straneh. Ampak dobimo dve enačbi. Dve rešitvi v bistvu. Lahko dobimo plus rešitev pa minus rešitev. Koren 5 devetin. Se pravi, sinus alfa je lahko in plus in minus. Zdaj pa koren 9 je 3, se pravi koren 5 polomljeno s 3. Kako se pa zdaj odločimo, a je plus ali je minus? To se pa odločimo tako, da pogledamo. Kot imamo med 0 in 90 stopinjami. Zanima nas, kakšen je takrat sinus alfa. Pogledamo tisto tabelico za predznake, a ne. In sicer rabimo sinus x. Sinus x je tak po y, se pravi plus je zgoraj, minus je spodaj. In kje so naši koti? 0, 90, 180, 270, 360. Kje imamo mi kot? Mi imamo kot med 0 in 90. Med 0 in 90 je tale kot. Se pravi, naša rešitev bo plus. Tako. Ko imamo sinus ali pa kosinus, potem lahko izračunamo tudi tangens in kotangens, ne. Recimo tangens alfa bi dobili sinus alfa polomljeno s kosinus alfa. Se pravi, da bi bil tangens alfa enaka sinus, smo rekli, da je koren 5 tretjin, polomljeno s kosinus je pa 2 tretjini. Tangens alfa je, pomnožimo, dobimo 3 koren 5 polomljeno z 2 krat 3, se pravi 6. Tangens alfa je potem 3 pa 6 se še pokrajša. Koren 5 polovica, ne. Kotangens pa lahko poskusite tudi doma. Tako, zdaj pa še domača naloga, pa si jo lahko kar prepišete.